Spoštovane gledalke in gledalci, smo v prvi oddaji druge sezone oddaj Pristna ženska. In kot presenečenje smo se danes pogovarjali z vašo voditeljico Suzijo Sfur. Suzi, kaj si nam pripravila za drugo sezono oddaj Pristna ženska? Drage gledalke, cenjeni gledalci, iskreno si želim, da bi v vsaki epizodi našli en navdih, eno spoznanje, en uvid, en občutek, da ste videni in slišani. Da imate v sebi moč, da preobrazite svoje življenje v tak način, da bo v skladu z resnico vašega srca. Da nikoli ni prepozno, da stopite na to pot, ki vam je namenjena. In da vse, kar je potrebno, je en korak. En pogumen korak, ki ga naredite v ljubezni do sebe. Tako namreč lahko si tlakujemo pot v pristnost, v ljubezen, v svobodo, v usmišljeno življenje in globoko izpolnjujoč odnos najprej s seboj in potem še vsemi drugimi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v drugi sezoni oddaje Pristna ženska. Ja, ste v pravi oddaji in ne, ni se zamenjala voditeljica vaše oddaje, ampak samo za otvoritveno epizodo sva z vašo voditeljico Suzijo Sfur zamenjali vlogi. Sem Petra Arneš Mohorič in sem bila gostja v čisto prvi oddaji Pristna ženska in bom danes vodila pogovor s Suzijo Sfur. Preden se poglobimo v pogovor, pa vam bom najprej predstavila našo izjemno gostjo. Suzi je ženska, ki je svojo življenjsko zgodbo preoblikovala v poslanstvo. Kar 30 let je bila uspešna poslovna asistentka, nato pa je svojo neverjetno energijo po številnih preizkušnjah in iskanju notranjega ravnovesja usmerila v širjenje znanja, navdiha in podpore ljudem na njihovi poti osebnega in finančnega opolnomočenja. Njeni knjigi Poletela od iskre do plamena in Poletela v svobodo sta postali temelj predavanj, svetovanj in projektov, s katerimi danes širi svoje poslanstvo. Poleg tega moderira dogodke in v tej oddaji kot voditeljica drži prostor za iskrene pogovore z izjemnimi sogovornicami, ki svojo življenjsko izkušnjo in modrostjo nagovarjajo srca gledalcev. Na svoji poti se dodatno izobražuje za učiteljico joge. Seveda, logičen korak v povezovanju telesa, duha in uma ter poučevanju, kako živeti v ravnovesju in notranjem miru. Predvsem pa je Suzi ženska, ki se je poglobila vase in pospravila svoj notranji nered. Poravnala se je z ritmom svojega srca, zato danes čvrsto stoji v sebi, sproščeno sledi svoji poti, budno posluša intuicijo, zavestno usmerja svojo energijo, je polna zavzete radosti ter prežeta z ljubeznijo do vsega, kar je. Draga Suzi, z največjim veseljem te pozdravljam tokrat v vlogi gostje. Najlepša hvala, Petra, da si tudi prevzela vlogo voditeljice. Z največjim veseljem. Vedno poudarjamo, da je pomembno živeti v trenutku. Pa nam za začetek malo razkri, kakšno je trenutno tvoje življenje? Moje trenutno življenje je zelo preprosto, lahkotno, bolj kot kadarkoli prej. Svoja jutra začenjam svojo dobro prakso, to je joga obraza, če le imam čas tudi sprehod ali hoja na Pohorje. Zelo rada ob sončnem vzhodu, s hvaležnostjo, stikom s seboj. Vse, kar počnem danes, ni več klasično delo, ampak je pristen izraz moje ustvarjalnosti, podprto z mojimi naravnimi danostmi in se je skupaj z dobro prakso nekako zlilo v način življenja. Napisala si tudi 2 knjigi, ki nista samo avtobiografski, predvsem ponujata ogromno napotkov, kako živeti pristno in poslušati sebe. Kaj te je pripeljalo do tega, da si začela pisati knjigi? V življenju sem res napisala že zelo veliko. 3 strokovne priročnike, članke, bloge, govore, vezna besedila, v zadnjih letih predvsem pišem dnevnik. Od nekdaj zelo intenzivno čutim vsa čustva, svet okrog sebe, življenje samo
in je pisanje postalo moj kanal za najglobji stik samo s seboj. Prostor, kjer lahko varno izražam vsa svoja čustva. Pišem, ko sem srečna, pišem, ko sem navdahnjena, pišem, ko sem žalostna, ko boli. In so besede zame eliksir in zdravilo hkrati, ki se potem skozi pisanje prelivajo v spoznanja, v nauke, v uvide. In v času korone sem nekako začutila, da bi bilo vredno vse to zapisati v knjigo, da bi moje besede, ki meni toliko dobrega prinašajo, pomagale, podprle, pozdravile še koga drugega. In mi smo zelo veseli, da si to naredila. Kaj si pa želela, da bralcu knjigi prinesete? Res, da se v obeh knjigah zrcali moja zgodba, ampak moja zgodba ni samo moja zgodba. Vsak od nas, vsaka ženska, vsak moški v sebi nosi svojo zgodbo, ampak veliko preizkušenj, bolečin, bojev se nam pa prekrivajo. In bralci se lahko v branju mojih knjig prepoznajo, sicer v moji zgodbi, ampak začutijo, da niso sami, da imajo moč, lahko začnejo od začetka, tudi če začnejo iz pogorišča, nikoli ne začnemo iz nič, vedno začnemo z večjim zavedanjem, večjo močjo, več resnice, več sebe. In bralci mi vedno znova vračajo to povratno informacijo, da se v branju mojih knjig prepoznajo. Res je. In tvoje življenje je res preživelo kar neke močne preizkušnje, ki so te res oblikovale. In to izjemno opišeš skozi obe svoji knjigi, pripoveduje zgodbe. Opiši nam delček cunamija, ki je kar 2-krat prišel v tvoje življenje. Ja, prvič je cunami moje življenje preplavil pred 11 leti in takrat je res odnesel zelo veliko. Že drugič mi je razpadel zakon, partnerski odnos, družina je spet razpadla, tudi ne prvič, izgubila sem dom, prav tako ne prvič. Sočasno sem izgubila še službo, eksistenco, smisel, sebe. In obsedela sem tam na razbitinah svojega življenja z parajočim občutkom v sebi in se spraševala, kaj je z mano narobe, kaj delam narobe, če sem pa naredila vse, kar se je od mene pričakovalo. In takrat sem začela raziskovati, začela sem iskati odgovore, analizirati, brati, razmišljati, se poglabljati vase, kopati o sebi in prepoznala, da sploh nisem živela življenja, ki bi bilo v skladu z mojo resnično naravo. In takrat sem se prvič zares postavila na prvo mesto v svojem življenju in začela negovati ljubezen do sebe, svoj odnos s seboj, ker sem prepoznala, da moj odnos s seboj se zrcali v vseh drugih odnosih, v vseh mojih odločitvah in v poteku mojega življenja nasploh. Tudi karierno področje je bilo nemirno. Čeprav sem se kot ženska že zelo močno postavila vase in v svoje življenje, karierno področje še ni bilo tako, kot bi si želela. Prvi 2 leti sem bila brez službe in tudi potem, ko sem se zaposlila, je bilo nekaj časa stabilno, potem pa vedno manj. Čutila sem, da še vedno nisem na pravem mestu. In ko sem bila prepričana, da pa sem na pravem mestu, se pa je spet vse sesedlo. In prvi občutek, zakaj že spet? Cunami, ki je podiral vse. Ampak iz prve izkušnje sem vedela, da na življenje vedno skozi spremembe, pa naj bodo še tako zahtevne in boleče in nepričakovane, vedno želi pripeljati nazaj k sebi, zato da še nekaj ozavestimo, kar nas omejuje, zadržuje, da bi res stopili v svojo celovito pristno moč. Bila si kar 30 let uspešna poslovna asistentka in v tem delu res uživala. In potem bum, pride rušilni val, vse podre. Nova notranja transformacija se je odrazila tudi na poslovnem področju. Kako bi opisala razliko med Suzi, poslovno asistentko, in Suzi, ki danes motivira, navdihuje ljudi? Suzi kot poslovna asistentka je imela ta poklic zelo rada
ker sem lahko skozi njega izražala veliko svojih naravnih danosti, sposobnosti, odlične organizacijske, komunikacijske veščine, zmožnost hitrega povezovanja, odločanja, reševanja, ta občutek, da si osredotočen, fokusiran, da si ciljno usmerjen, ampak so to bolj vrline moje yang energije, torej moje moške energije. Čeprav sem jaz k temu vedno dodajala tudi svojo žensko energijo. To pomeni modrost čutenja, intuicijo, to nudenje podpore, skrb za skupno dobro. Ampak delovna mesta, poklici v sistemu so omejeni in seveda to delovno mesto je specifično, da ne moreš uravnoteženo skrbeti ker na koncu dneva šteje, da so naloge narejene, da so cilji doseženi, rezultati doseženi in sem bolj delovala v moški energiji. Zdajle te bom malo prekinila. Okay. Ravno prav, da pol nadaljujemo s tem drugim delom. Dogovorjeno. Tako da, spoštovani, čas je za kratek premor. Spoštovani, smo že nazaj. Danes se pogovarjamo z vašo voditeljico oddaje Pristna ženska. In ravno ko sva šli na odmor, sva prvi del odgovorov je odgovorila Suzi, tako da zdaj da ga še enkrat ponovim vprašanje, kako bi opisala razliko med Suzi poslovno asistentko, to si naredila, in Suzi žensko, ki danes vodi in navdihuje s svojim delom in s tem, kar si. Torej danes skozi to poklicno transformacijo, ki sem jo doživela, je bila spet ena taka notranja preobrazba. So se vsi te veščine, sposobnosti, ki sem jih izražala skozi delo poslovne asistentke, prvič zares postavili ob bok mojemu ženskemu ustvarjalnemu pretoku, ki je poln besedne in energijske izraznosti. Napaja se na mojih izkušnjah, znanju, naravnih danostih, izkušnjah, uvidih in spoznanjih, ki sem jih nabrala in se naravno zdaj izlivajo iz mene. Želim jih predajati naprej, učiti, svetovati, voditi skozi pisano in govorjeno besedo, predvsem pa spodbujati, navdihovati ženske, da stopijo v svojo pristno moč oziroma kako lahko stopijo v svojo pristno moč. In ključna razlika je, da sem uravnotežila zdaj oba aspekta sebe. Torej moško in žensko energijo, ker vsi imamo oboje. Pomembno je, da se ženske zavedam, da smo pretežno v ženski energiji, da pa tudi jasno vemo, kdaj je treba uporabiti pa moško energijo. Ja. In če bi danes povabila svojo različico, 20-letno različico sebe na kavo, kaj bi rekla? Rekla bi, draga moja, takšna kot si edinstvena in neponovljiva. Si prva oseba v svojem življenju, zato neguj ta odnos s seboj, polni se za vsem, kar te osrečuje, ker samo iz te polnosti boš lahko polno poskrbela za vse, kar ti je v življenju pomembno. In vedno zaupaj sebi, poslušaj sebe, sledi svoji intuiciji. Tam so vedno odgovori. Tam so vedno odgovori. Pristnost se rodi z rojstvom in nadaljuje z zgodnjim otroštvom. Potem se pa zgodi življenje, okolica, prepričanja, omejitve, sistem, vse nas nekako okalupi, vse to vpliva na nas. Ja, res. In ti si se tega začela zavedati, zato si vedela, da je zate ključno, da se vrneš v to svojo pristnost. Kako si odpotovala od stran od ženske, ki ugaja, do ženske, ki živi svoje življenje? Najprej sem morala sploh spoznati, da nisem živela življenje za sebe, ampak za druge. Da nisem živela iz svoje notranje moči, iz povezanosti s seboj, ampak iz svojih ran, iz preživetvenih vzorcev, iz preživetvenih mehanizmov, ki so v bistvu ukalupili mojo pristno naravo. In je ključno, da to prepoznaš
in se odločiš, da greš na to pot, ker ta pot je počasna, to je preobrazba, to ne gre od danes na jutri. Potrebno je veliko poguma, sprejemanje odgovornosti, da si tam, kjer si, in veliko iskrenosti, da pogledaš vase, prepoznaš vse te rane, bolečino, vzorce, preživetvene mehanizme, ki te zadržujejo, ki te omejujejo, da bi stopil v to svojo pristno naravo. Ampak, ko to narediš, stopiš v eno čisto drugačno življenje, ker prepoznaš, da prehodiš eno pot nazaj navznoter v svojo najbolj ranljivo srčiko in od tam začneš z veliko ljubeznijo do sebe, z nežnostjo, najprej raztapljati, pozdravljati svoje rane in potem z polnostjo graditi to pot, ki te povezuje z zunanjim svetom. Skozi obe knjigi se resnično vidi, da so tvoja edinstvena potovanja glavni ključ, vrat, na katerih je velik napis pristnost. Ja. Kaj ti prinašajo ta tvoja potovanja? Potovanja so res moja velika strast, velika ljubezen, najvišja oblika duhovne prakse. Potovanja mi razširjajo srce, duha. Toliko, koliko sem se jaz na potovanjih naučila, se nisem naučila nikjer. Vidiš, kako je svet lep, da svet ni nekaj, kar moraš osvojiti, ampak doživeti, da drugačnost je bogatstvo, je darilo, iz katerega bi morali črpati, ne ga videti kot oviro, kot grožnjo, kot nevarnost, da življenje teče v enem svojem neokrotljivem toku in da je najboljše, kar lahko narediš, da gre z njim, ker se ti potem nikoli ne neha čarobno razkrivati. Na potovanjih si to, kar si. Vidiš, kdor si, ko odpade vse nepotrebno. Vidiš, kako lahkotno lahko potuješ tem tokom življenja, ko odložiš vse nepotrebno. In na potovanjih sem še toliko bolj razvila to čuječnost, to budnost, to biti prisoten v trenutku tukaj in zdaj. Zato, ker se zavedaš, da ta razgled, ta dogodivščina, ta pogled, ta pogovor, ta kava, to se ne bo nikoli več ponovilo v mojem življenju. In prepoznavam, kako me najgloblje se vedno dotaknejo preprostost, narava, modrosti starodavnih kultur. In ko to lahkotnost, to prisotnost, to budnost in čuječnost prineseš nazaj v svoj vsakdanje življenje, tudi vsakdanjik postane čisto drugačna življenjska izkušnja in ker se moja duša na vsakem potovanju na novo zaljubi v življenje, prinesem to radost vedno tudi potem nazaj v svoje vsakdanje življenje. Tako in v svoje delo. Tako je, ja. Vidimo. Ja. Rada deliš zgodbo o rezilu in s tem je povezano tudi naslednje vprašanje. Katera izkušnja v življenju se ti je zdela najbolj boleča, a hkrati se je kasneje izkazala za darilo? Najtežja izkušnja zame je bilo soočanje z zavrnitvami. Zato tudi primerjam zavrnitve z nožem, z rezilom, ker je vpliv teh zavrnitev, oziroma kako se bomo soočali z temi zavrnitvami, je odvisno od tega, kako bomo ta nož prijeli. In jaz sem ga vedno v preteklosti prijela za rezilo in zato so me zavrnitve tudi vedno zelo prizadele in zelo ranile. Zakaj? Ker mislimo, da je z nami nekaj narobe, da mi nismo v redu, da to, kar počnemo, ni v redu, ni dovolj dobro. In potem sem jaz skozi to notranjo preobrazbo na mojem kariernem področju v enem ključnem trenutku prepoznala, da zavrnitve pravzaprav nimajo nobene povezave z mano,
Druga stran zavrača zaradi svojih vzorcev, zaradi svojih prepričanj, zaradi svojega zornega kota, zaradi svojih želja. In takrat sem jaz prvič zares sprejela zavrnitev za ročaj. Zakaj? Ker sem ponotranila, da so zavrnitve pravzaprav preusmeritve. Da vsak ne mene pripelje bliže k mojemu pravemu daju, k pravim ljudem, pravim priložnostim in k tistemu ustvarjalnemu izrazu, ki je usklajen za mojo pristno naravo. Čudovito. Ne bi se mogla bolj strinjati s tabo. Ko smo ljudje pristni, govorimo tudi o svoji ranljivosti. Kaj zate pomeni ta ranljivost? Ranljivost je zame ključen element naše človečnosti. Zato jaz vem, da smo mi vzgojeni, odraščali v patriarhalno družbo, ki ranljivost označuje kot šibkost, kot nekaj, kar ne bi smeli pokazati, ne začutiti, ne izraziti, ne doživeti, skratka odriniti kot nekaj, kar ne sodi k nam. Ampak je prav ranljivost je prak. Prak do poti v našo pristno moč, v ta poglobljen stik, odnos najprej s samim seboj, potem pa od tam tudi z drugimi. In je ranljivost ključna za vse naše odnose, za doživljanje sveta okrog sebi, za doživljanje življenja kot takega, ker brez ranljivosti nikoli in nikdar ne moramo stopiti v svojo pristno moč. Vedno smo samo pol potem, ker nekaj manjka. Res je. In ravno pravi čas za še zadnji premor, kratek predah današnjega pogovora. Spoštovani, pa smo spet nazaj. Tokrat v zadnjem delu oddaje Pristna ženska in pogovarjamo se z vašo voditeljico Suzi Asfur. Suzi, ljudje te vidijo kot žensko, ki stoji v sebi. Kaj to pomeni? To v bistvu pomeni, da sem jaz prehodila to pot nazaj navznoter v svojo najbolj ranljivo srčiko in od tam začela graditi to pot, ki me zdaj povezuje z zunanjim svetom. Pomeni, da sem v neprekinjenem stiku sama s seboj, za svojim notranjim svetom, svojimi čustvi, jih ne tlačim več, nobenih čustev, zato ker so vsa naša čustva so vodniki, ki nam želijo nekaj sporočiti in jaz jim dam čas in prostor, da prepoznam, kaj mi želijo povedati. Negujem ta odnos, to ljubezen do sebe z aktivnostmi, ki me nahranijo. To je stik z naravo, gibanje, pisanje, iskreni pogovori z menimi ljubimi ljudmi. Ohranjam samoto. Samo v samoti se lahko res spočijem, obnovim. Ohranjam tišino, ker v tišini prepoznam, kaj mi želijo čustva povedati. Prepoznam, slišim glas moje notranje modrosti, ki mi ponudi odgovore, ki jih potrebujem in jih zunanji mir, glasnost, hitenje nikoli ne more ponuditi. Stati v sebi pomeni, da si globoko ukoreninjen v sebi, a hkrati odprto in nenavezano dovoljuješ, da življenjski tok teče skozi tebe. In k tej čvrstosti sodi tudi to, da stojimo v svoji integriteti, da živimo iz svojih jasnih vrednot, ki so nedotakljive za zunanji svet. Pomeni, da znamo reči tako ja, kot ne, da znamo postavljati meje. Poznam svojo moč in poznam svojo ranljivost. Negujem svojo mehkobo, a hkrati tudi svojo odločnost. Živim v enem ritmu, svojem naravnem ritmu, kar pomeni, da jasno začutim, kdaj je čas za umik in kdaj je pravi trenutek, da stopim naprej. In z tem mojim naravnim ritmom me vedno povezuje moja intuicija, vedno.
In intuicija me vedno tudi poravna z pravim tokom življenja. Torej, da ne grem proti toku, ampak da mu zaupam in grem z njim. Tudi, če to pomeni, da kdaj stojim v negotovosti. Tako. Kako pa danes gledaš na besedo moč? Ženska v svoji polni moči. O ja, beseda moč sem včasih doživljala povsem drugače kot danes. Včasih sem besedo moč razumela kot to, da moram zdržati, da se moram boriti, da sem za vse sama in da vztrajam, tudi če so vrata zaprta. Danes pa vem, da moč ni ne v sili, ne v dokazovanju, ne v nadzorovanju, temveč v notranjem ravnovesju, v miru, v poslušanju sebe in svoje intuicije. In to je ta pristna moč, ki se rodi iz srca, iz te neprekinjenega stika samim seboj, z tem notranjo povezanostjo. In je to čisto drugačna moč, kot pa tista, ki izvira iz zunanjih dejavnikov moči. Ker se je treba zavedati, da so zunanji dejavniki moči vedno spreminjajoči. Na njih se ne moremo zanesti in jih tudi lahko kadarkoli v življenju izgubimo. Medtem ko notranja moč, ki je zgrajena od znotraj navzven, torej iz tega notranjega ravnovesja, iz poglobljene povezave s samim seboj, s poslušanjem sebe, svoje intuicije, to je pristna moč, ki jo nikoli ne izgubiš in te vedno podpre, ne glede na življenjske situacije. In moč ti daje tudi joga. Ja. To že desetletja izvajaš vsakodnevno. Ja. Kaj ti joga res pomeni? Joga je zame res bistveno več, kot je na prvi pogled videti. To ni samo telesna vadba, zame je to duhovna praksa. Zelo rada jogo opisujem kot ples nasproti med močjo in mehkobo, med stabilnostjo in sproščenostjo, med čvrstostjo in prožnostjo, med sprejemanjem in spuščanjem, med moško in žensko energijo, med dihom in izdihom, ker te ta vodi v ta trenutek tukaj in zdaj, v to popolno povezanost za sabo, povezanost uma in telesa. In ko ta stik enkrat doživiš, prepoznaš, da ti skozi jogo dejansko prepletaš vsa ta nasprotja v harmonijo, v celovito harmonijo, ki se ves čas prepleta. In ko to doživiš na podlogi, veš, da lahko ti to harmonijo, ta mir, to energijo, ki jo ti uravnotežiš na podlogi, neseš tudi v svoje vsakdanje življenje in se z njo dotakneš vsega, kar počneš in vseh odnosov. In še čudovito telo imaš zaradi tega. Jaz moram reči, to moram povedati danes, da prav ti si tista, ki si mene to motivirala in tudi jaz že nekaj časa izvajam jogo in to je res en čudovit začetek dneva. Je, ne? Tudi ne samo, da ga začneš, ker recimo začneš ga lahko z bolj dinamično jogo, ne? Tako. Če pa ga zaključiš z bolj umirjeno jogo, se pa res simpatično živčevje, to, kar nas čez dan ohranja v aktivnosti, umiri v parasimpatično živčevje in potem se res sprostiš in greš zelo umirjen spat. No, to je pa moj naslednji korak. Odlično. Rada predavaš, motiviraš, predvsem pa in moderiraš, predvsem pa motiviraš, tako kot si tudi mene, ne velikokrat. In ravno ta oddaja ti je dala to odlično priložnost, da lahko z izjemnimi gosti predajaš dragoceno znanje in izkušnje naprej. Kaj pa po tvojem mnenju največje darilo, ki ga je prineslo voditeljstvo oddaje Pristna ženska? Največje darilo vodenja oddaje Pristna ženske je v tem, da je povabilo za njeno vodenje prišlo v tistem trenutku v mojem življenju, v moji karieri, ko sem tudi sama stopila polno v svojo pristno moč. Ko sem v ključnem trenutku v svoji karieri, kljub vsem zunanjim pričakovanjem, pritiskom in zahtevam, izbrala sebe in svojo pot. In ker sem prehodila to pot
lahko tudi svoje sogovornike začutim na globlji ravni in jim držim ta varen prostor, v katerem lahko iskreno podelijo svojo zgodbo, svoje preizkušnje, svoje spoznanja in svoje navdihujoče vsebine, s katerimi se potem skupaj lahko res dotaknemo srca gledalk in gledalcev. In kaj bi si pa želela sporočiti ženskam, ki se še vedno nekako skrivajo za maskami in živijo po pričakovanju drugih? Želela bi jim v bistvu povedati, da je življenje prekratko, da bi ga živeli izključno za druge. To ne pomeni, da ga ne živimo tudi za druge. Pomembno je prepoznati, ali svoje življenje osmišljamo skozi vloge in iščemo potrditev svoje vrednosti skozi pričakovanje in zahteve drugih ljudi. Največje darilo, ki si ga lahko damo, je iskrenost. Da iskreno pogledamo vase, kateri vzorci, kateri preživetveni mehanizmi, katere rane, bolečine nas omejujejo, nam preprečujejo, da bi stopili v to svojo pristno naravo, v pristnost, da bi zaobjeli vse svoje vsebine, tako tiste senčne, kot je v svetlobi, kot to, kar mislimo, da so naše slabosti, tam leži neverjeten potencial. In ko odložimo vse to in začnemo res negovati ljubezen do sebe in se polniti z aktivnostmi, ki so v skladu z resnico našega srca, se polnimo od znotraj navzven in s to polnostjo potem poskrbimo za vsa področja v našem življenju in za vse vloge, ki jih imamo. In takrat pride svoboda, takrat pride radost, takrat pride lahkotnost. Takrat pride občutek globoko izpolnjujočega življenja, ker ga polniš od znotraj navzven, ne od zunaj in si potem neodvisen od tega, kar se v zunanjem svetu dogaja. In ja, takrat imaš res občutek, zdaj sem končno začel zares živeti. In tako čudovit odgovor, da ga bomo pustili kot zaključek. Zato, da naj ostane gledalcem in gledalkam v srcih in s temi besedami naj se vedno spomnijo nate in kako si ti pogumna in stopila v svojo pristnost in zato je tvoje življenje postalo naravnost čudovito. Hvala, Suzi, za vse te tvoje modrosti, napotke, besede in hvala, da si se pustila povabiti na tale drug stol kot gostja, izjemna gostja. Najlepša hvala, draga Petra. Sem vesela, da si peljala to oddajo. Jaz tudi. Spoštovane gledalke in gledalci, Suzi sva pripeljali prvo oddajo v drugi sezoni do konca. Hvala, da ste bili z nama in nekaj vem zagotovo. Suzi se že zelo veseli nadaljevanja te sezone, saj bo spet gostila izjemne goste. Do takrat pa lep pozdrav, nasvidenje.